Današnji dan je za nas člane Fotokluba Maribor posebej svečan, kajti natančno pred 75 leti se je skupina fotografov, fotografskih navdušencev zbrala v takratnem hotelu Orl in so ustanovili Fotoklub Maribor. S temi besedami je predsednik Fotokluba otvoril tiskovno konferenco, na kateri so želeli opozoriti na negotovo prihodnost kluba. Država je namreč umaknila sofinanciranje programa javnih del. Tako da smo zaradi tega bili prisiljeni prepoloviti delovni čas, zmanjšati dni, ki je galerija odprta. V lanskem letu je odprta vse dni v tednu, razen nedeljo in prazniki. Zdaj pa od letošnjega leta pa žal je odprta le od torka do petka, od 14. do 18. ure. V sedanjem času, recimo, ko se lotevamo nekih megalomanskih gradbenih projektov za EPK, za katere ne vemo, ali se bodo začeli, ali bodo sploh v tem času končani, je potem morda malo čudno, da pri tako malo sredstvih, kot so namenjena za ta javna dela, ki lahko pomagajo k delovanju te naše galerije, da ne moramo potem nadaljevati našega dela. Klub je deloval ves čas, razen med drugo svetovno vojno. Trenutno ima okoli 120 članov, vsak ne more postati član. V Fotoklubu imamo uveden en specifični sistem članstva. Član ne moreš postati takoj, da bi bil član, ampak prineseš prijavo, se prijaviš, da postaneš član in zraven prineseš portfolio svojih fotografij. Če tega nimaš, ali pa dobiš recimo negativno oceno, nekaj je zelo redek slučaj, se ti dodeli mentorja. In potem eden starejših članov, ki vlada te stvari, potem z njim delaš in ti svetuje. Tako imamo zdaj kar nekaj takšnih članov, oziroma bodočih članov, ki delajo z mentorji. In mislim, da ta sistem najboljši. Kajti na teh tečajih, ki so se začele uvajati, so začeli predvsej komercialno obnašati te inštitucije, nekateri prav živijo od tega in teh tečajev je kar precej. Ampak tam na teh tečajev pač dobiš neko splošno znanje, neke napotke, ni pa takšnega pristnega individualnega dela, ki ga pač tukaj v Fotoklubu Maribor prakticiramo. Klubski večeri so odprti za javnost, nekajkrat letno pa priredijo tudi večer fotografske kritike, na kateri člani kluba ocenjujejo prinešene fotografije ter avtorjem svetujejo, kako naprej. Kar nekaj jih deluje še vedno v klasični črno-beli fotografiji na film, tisti, ki je že tista tehnika, ki je zamrla nekako pred desetletji, danes je pa kar zelo hvaležna in vedno več, predvsem mlajših avtorjev, se odloča, da ustvarja v črno-beli tehniki. Galerija Stolp najbolj zaživi v poletnih mesecih, ko se druženje na otvoritvenih večerih pogosto zavleče pozno v noč. V zadnjih 2 desetletjih, ko je Slovenija samostojna država, smo pa člani kluba Maribor pridobili tole zgradbo, v kateri smo uredili svojo fotogalerijo Stolp. V zadnjih nekaj let je pa tudi urejeno ogrevanje v galeriji in je galerija prerasla pravzaprav iz tistega društvenega razstavišča v pomembno galerijo. Je tudi to najstarejša fotogalerija Stolp, fotogalerija na Slovenskem in je prerasla v pomembno inštitucijo, pomembni ponudnik kulturnih dobrin in nekako zaključuje oziroma zaokroža likovno ponudbo v mesto Maribor. Poleg umetnostne galerije, Društvo likovnih umetnikov galerije Medianox, ki so tu na tem Židovskem trgu, je poleg fotogalerija Stolp.